Pozdravljeni. Danes imam veselje govoriti z Ino Kukovič-Borovnik, ustanoviteljico Bele vode, pravnico, magistra poslovnih ved, gostiteljico Warm Data procesov, certificirano reinovatorko in še, katere vedoželjnost je pri svojem profesionalnem udejstvovanju peljala na Kitajsko, v ZDA, nato pa spet nazaj v našo prelepo Slovenijo. Pozdravljena, Ina. Pozdravljena, Nada. Ina, meni je blazno všeč, da ti res živiš to diverziteto in razgibanost, ki jo skušaš tudi čim bolj vnesti v svojo okolico. Rada izzivaš obstoječe stanje in iščeš načine, kako bi bili lahko jutri še boljši, kot smo danes. Si tudi tesno vpeta v poslovno okolje v Sloveniji in sodeluješ s številnimi vodilnimi kadri. Pa me zanima, kako ti doživljaš spremembe našega poslovnega okolja v zadnjem času? Kaj opažaš? S kakšnimi izzivi se morda srečujejo vodje? Vsi čutimo, da živimo v nekem desetletju, ko je naš razvoj, naš obstoj bolj nepredvidljiv ali pa bolj nesiguren kot kadarkoli prej. Zato predvsem nekako, če bi rekla, v zadnjih 2-3 letih res poskok na to, da sedaj ni več časa za to, da se pogovarjamo o tem, kaj moramo spremeniti, ampak da dejansko smo primorani spreminjati naše procese, naše produkte, naše storitve, naše načine vodenja, da preprosto neki modeli, ki so lahko preživeli prej, sedaj dihajo na škrge. Res je. Po eni strani vidimo, da se tempo dela vztrajno veča, so te disrupcije nekih ustaljenih vzorcev so postale skorajda vsakdanje, potem pa še sodobna tehnologija in ta splošna digitalizacija dodatno pretresa naše delovne procese. Po drugi strani pa se mi zdi, da ravno zaradi tega norega vrtiljaka, na katerem smo, ljudje vedno bolj iščemo načine, kako vzpostaviti ravnovesje, neke načine dela, ki so trajno vzdržni. Kakšno vlogo imajo pa tukaj vodje, kako lahko svoje ekipe pri tem podprejo? Predvsem odprtost in pripravljenost za poskuse, takšne in drugačne. To, a delo na domu ali ne, je recimo debata, ki je bila ali še vedno je zelo vroča tema, pa vendar smo se na hitro spreobrnili in začeli dovoljevati več nekih načinov. Tako da ja, več rešitev je v vaših timih, kot jih morda vidite ali pa dovolite. Tako da pravzaprav veliko tega. Hkrati pa bi jaz rekla, povabiti nenavadne ljudi in nenavadne industrije ali znanja, da se vam pridružijo. Morda samo včasih pri vaših procesih ali razmišljanju, ampak zagotovo da jim date več prostora, ker smo v iskanju naših rešitev zelo v naših okvirih. Evo, zdaj, če se malce na tole sliko nazaj referiram, v okvirju ostajamo. Čeprav mislimo, da smo out of the box, pravzaprav nismo, ker se pogovarjamo z zelo podobnimi ljudmi, enako mislečimi v enakih industrijah in to potem seveda producira enake ideje, pravzaprav. Zato bi tudi to na nek način rekla, da je zelo preprost, ampak lahko zelo učinkovit način. Res je. Na forumu boš govorila o transdisciplinarnosti in multikontekstualnosti v sodobnem vodenju, težko izgovorljive besede. Zakaj dejansko pri tem gre? Če lahko mogoče čisto na kratko pojasniš, da si bodo slušatelji lahko boljše predstavljali? Predvsem ravno na to, kar sem zdaj v tem prejšnjem odgovoru rekla. Manjka nam diverzitete v razmišljanju. Diverzitete v našem ravnanju, diverzitete v iskanju naših rešitev. In ta transdisciplinarnost, multikontekstualnost pravzaprav nas uri v najprej razmišljanju, tam se vse začne, preden nekaj postane dejanje, da lahko res potem nekaj novega tudi razvijamo. Oziroma nam pomaga pri zaznavanju kompleksnosti
izzivov, ki so pravzaprav, je danes kompleksnih izzivov, ne vem, 80%, ne, včasih jih je bilo pa 20 ali še manj, bi rekla, če rečem 50 let nazaj, in moramo postati boljši v tem, v zaznavanju le-teh in odzivanju na njih. Ne? Se pravi, zelo hitro najdemo enostavno rešitev za kompleksen problem, ki je rešitev, ampak pravzaprav ne naslavlja vseh barov problema. Ja. Res. Super. Jaz se zelo veselim slišati več o tej zanimivi tematiki v sklopu strokovnega foruma o vodenju v 21. stoletju 15. junija v Ljubljani. Upam, da tudi vi. Z nami bodo res številni izredno zanimivi sogovorniki, uspešni vodje, top menedžerji, ki bodo delili svoje poglede, izkušnje in pa dobre prakse, kako biti vrhunski vodja tudi v času, ki prihaja. Tako da vljudno vabljeni in na tebi pa najlepša hvala za ta današnji pogovor, za tvoj čas in energijo. Najlepša hvala. Hvala, Nada, tudi jaz se veselim, da se učimo skupaj in razpravljamo.